Dober dan. Evo danes v novi oddaji, novi lekciji v šoli novega sveta oziroma New Earth School, ki je šola, ki jo je treba narediti, sedeti v njej, poslušati in živeti, če hočeš priti, hočeš, da pridemo v novi svet. In v glavnem ni druge, to ni edina šola, ki govori o teh stvareh, ampak je ena od. In zdaj, če ti je všeč, super, sedi, poslušaj in živi to, kar se govori. Lahko pa najdeš tudi drugo šolo. V glavnem šola je zastonj in govori o tem, da je samo skozi življenje, naše življenjske sile, življenja v nas, lahko končno razrešimo disociacijo, zaradi katere vlada kaos v svetu. In je v bistvu ta disociacija vzrok vsega slabega v svetu in je s tem, torej, integracija te disociacije, potlačene življenjske sile, rešitev vsega. Ker človek, ki je cel, ki je potešen, ki nima upora pred izražanjem svojega življenja, življenjske sile, tak človek je pač potešen, zadovoljen, svoboden in ima vse, kar rabi in ne rabi dominirati in jemati od drugih ljudi. In v glavnem, to je ta šola, zastonje, dobrodošli. In v glavnem hotel sem povedati, kar mi gre te dni po glavi, kar se dogaja z mano. Iskreno, tako ko vidim, kako je svet nezaveden, in kako živi v strahu in torej s tem iz glave in ne iz utelešenja, ampak po pravilih, po neki ideologiji, po nekem enoumju, namesto po temu, da bi vsak človek deloval iz svojega utelešenja, ker bi vsak v svoji izkušnji prepoznal, kaj deluje in kaj ne, ker se začne zanašati na lastno inteligenco in ne da ponavlja kot papiga mnenja in ideologije, filozofije drugih ljudi, ki sploh ne vejo, iz kje zares izhajajo, ne? Ker mi v tej družbi govorimo, dostikrat rečemo kao kmečka pamet, logika, smiselno, gremo nazaj kao v normalnost, ne? Gremo biti normalni in take, ampak v resnici ne delamo tega, ne? To so samo lepe besede, ki v resnici nimajo nobenega substance. Pač ljudje, ki govorijo v družbi o teh stvareh, kao gremo biti normalni in take stvari in uporabiti kmečko pamet in kmečko logiko, jaz se razumem, razumem, kaj hočejo ljudje povedati, da ne rabiš biti neki ekstra inteligenten za to, da živiš dovolj harmonično življenje. To je res, življenje je simpel. Ampak istočasno furamo pod pretvezo torej teh besed, furamo torej neke ideologije, ki nas ful limitirajo in omejujejo in še zmeri razdvojujejo. Češ, gremo se kmečko logiko, gremo biti naravni, gremo normalni biti in torej v resnici taki ljudje, ki ne govorijo iz utelešenja, kličejo k neki ideologiji, ki je njim kul in v resnici ne prinaša ta ideologija nobenih trajnostnih, harmoničnih rezultatov v družbo. In je potem še zmeri naprej, torej jaz kličem k mojemu, ti kličeš k svojemu in pač mi smo na ta način za zmeraj razdvojeni. Namesto da bi ljudje klicali iz dokazov, ki jih živijo, kličejo iz informacij, ki jih kličejo neki drugi ljudje, ala znanstveniki, intelektualci, kao kredibilni ljudje. Ampak v bistvu, torej kaj delaš ti s tem? Ljudje uporabljajo besede, to so dejstva, ne, naprimer. Ampak ta beseda dejstva več nič ne pomeni. Beseda dejstva je izgubila popolnoma pomen, ker v bistvu dejstvo zares ni dejstvo, ampak samo mnenje nekoga, ne. Tako da
V glavnem, kaj hočem povedati z vsem tem? Hočem z vsem tem povedati, da pač živimo v poplavi informacij, kjer eni hočejo dobro, eni nočejo dobro, eni se pa delajo, da hočejo dobro in nočejo dobro. In torej imaš ljudi, ki glumijo na stojnen način. In pač zaradi te poplave informacij in torej te nezavednosti, zaradi tega, ker nimamo utelešenja, ker nimamo torej lastne izkušnje, ki bi nam dokazala skozi trajnostni rezultat, harmonični trajnostni rezultat, ki se ga ohranja iz stanja spontanosti, kar so edini faktori prave spremembe na energetskem nivoju, torej na celostnem nivoju. Pač ker nimamo tega, ljudje prodajajo ideologije pod pretvezo, da prodajajo dejstva. In v glavnem zato živimo v nevarnem sistemu, kjer pač lepim besedam in informacijam in kvazi dejstvom pač več ni za verjeti. Pač vse te besede so pač zgubile pomen. In v glavnem, kaj nam pač preostane, kaj je namen te šole, da edino, kar nam preostane, zato ker pač dejstva, informacije, zgodovina in stroka in sistem, pač institucije, vse je pač propadlo, vse je izgubilo vrednost. In zdaj vse, kar imajo pač ljudje, kar ne zaupajo več sistemu, kar nas celcet izkorišča in pač živimo v suženskem sistemu, kjer se konstantno dogaja, izvaja genocid nad ljudmi na stojnen način in na vseh nivojih življenja. Pač kaj nam preostane, kaj nam preostane v tem kaosu, kaj nam preostane v tem kaosu laži, nam preostane, da pač se moramo začeti poslušati svojo intuicijo, to nam preostane. Torej vsi, ki bojo živeli iz glave, ki bojo sprejemali informacije in živijo zdaj na način, da pač se dokazujejo z informacijami in kao zgodovinskimi dejstvi in kao z nekimi strokovnimi dokazanimi dejstvi in ne vem, kaj vsi te ljudje, torej, ki živijo na ta način, da živijo čez glavo in celo svojo izkušnjo dojemajo in dokazujejo skozi glavo, takšni ljudje bojo najbolj najebali. Takšni ljudje najbolj zavajajo in takšni ljudje bojo najbolj najebali. Zaradi tega, ker pač besede nimajo več nobenega pomena, ničesar ne dokazujejo, vsak lahko reče, kar hoče, in človek, ki pač samo kupi na besedo in na kao preverjena dejstva, bo pač zgubljen, bo nategnjen v tem sistemu. In pač vse to nas kliče, vse, kar se dogaja v našem svetu, nas pač kliče k temu, da začnemo poslušati svojo intuicijo. To je to. Našo intuicijo. To je moj klic k zaščiti ljudi. Če se hočeš v tem svetu, v tej poplavi lažnih informacij, kjer imamo dvojne agente, dvojni agent je vsak človek, ki se dela, da hoče dobro, v resnici pa dela slabo. Si tega zaveden ali nisi zaveden, nema veze, to delaš. In to pomeni nezavednost, ki prihaja iz neutelešenosti, neintegriranosti, svojih senc. Zaradi tega pa si takšen, nezaveden. In v glavnem, pač nas vse to vodi, da torej pač mi več nič ne moremo na lepe oči kupiti, in da pač se moramo zanašati torej na svoje čute, na svoj čut, na svojo intuicijo, na svoj intuitivni čut. Torej na tisti čut, kjer čutiš, kaj je res in kaj je laž. Nema veze, kako zvenijo besede, ali izgledajo kot resnica, ali izgledajo kot laž, ti veš, kaj je res in kaj ni res. In tudi, če nisi perfekten tisti trenutek, boš pa zelo hitro zaznal, kaj je res in kaj ni res. In tudi, če ne boš zelo hitro, boš na neki točki zaznal, kaj je res in kaj ni res. V glavnem, v vsakem primeru boš na neki točki prepoznal, da je tvoja intuicija imela prav. Da je tvoja intuicija imela prav, samo poslušal jo nisi. In v glavnem sem hotel samo povedati tako eno zgodbo iz mojega otroštva,
Naprimer, jaz se spomnim svojih staršev, predvsem svoje mame, ker je pač oče delal in je mama skrbela za družino. Se spomnim, to ni krivljenje staršev, ne? Jaz hočem samo povedati, da pač naši starši so nezavedni ljudje in so bili še bolj nezavedni včasih. In pač niso videli, kaj delajo. In hočem samo povedati, da človek, ki se rodi v ta svet in je kolikor toliko ohranil odprto srce, ker mu zaradi tega intuicija zelo močno deluje, je celo otroštvo prepoznaval vse distorzije v svojih starših. Naprimer, jaz sem kot otrok zmeri prepoznaval, moja mama mi je nekaj rekla, ne? Ampak jaz sem cel cajt vedel, da v resnici ni to, kar je rekla, da je nekaj drugega, da se drugače počuti kot pravi. In čeprav je mogoče skušala prikrivati te stvari, ker je to prihajalo iz njenega otroštva, ker je mogla preživeti, ker je mogla glumiti, zato da je preživela, to delamo vsi ljudje, to dela vsak človek. Pač je ona potem nezavednost pomeni torej, da tebi ostanejo te mehanizmi, ne? Tebi ostanejo te mehanizmi, kjer ti se zavedno in nezavedno pretvarjaš, zato da ker si mogel preživeti in to delaš potem celo življenje, ker si tak že od samega štarta. In v glavnem, ker pač tega ne razrešuješ, ostaneš tak in to prenašaš na druge ljudi. Ampak hočem povedati, da ljudje, torej, ko se rodimo, vsak se rodi z neko kapaciteto, torej odprtosti srca, torej ne pretirano straumiran, tudi če si povzel travme v trebuhu od svoje mame, ali pa zelo zgodaj, zdaj odvisno koliko, ne, torej v glavnem odvisno tega, koliko travme prevzameš zelo zgodaj. To pač diktira, kako odprto srce imaš in kako zaznavaš, torej kako močno, kako jasno intuicijo imaš v tem, da bereš, kaj se zares dogaja, torej da bereš energijo, ne, da bereš namen, da bereš tisto pristno energetsko stanje, ki ga ni moč glumiti. Nema veze, kakšne besede in kakšne dejanja narediš, ti veš, kaj se zares gre. Ne? In jaz se spomnim kot otrok, torej, da sem zmeraj bral, nema veze, kaj je mama rekla, nema veze, kaj je naredila. Jaz sem vedel, če je nekaj bilo dobro ali nekaj slabe, kar dela, ali je bilo nekaj resničnega, nekaj iz ljubezni, ali je bilo pač iz strahu, iz nekega programiranja. In mi smo vsi naučeni celo življenje zaradi tega, ker so vsi ljudje straumirani v tem svetu, ker živimo v straumiranem svetu in ker živimo v sistemu, ki ne poskrbi, da bi se ljudje odtraumirali in da bi se torej jih zaščitilo, da se jih ne bi več traumiralo in da bi lahko prišli do torej pravega zdravja, celosti, ker nimamo takega sistema, ki imamo sistem, ki je kontra od tega. Torej sistem, ki ne zdravi in ne omogoči zaščite ljudem. Torej zaradi tega pač se iz roda v rod prenaša pač sranje in takšni ljudje, ki torej imajo zaprto srce, zaradi tega, ker so straumirani, preprosto pač so ljudje, ki nimajo več jasne intuicije. Zato, ker če ti, kaj pomeni intuicija? Rad bi živel to, kar je najbolj živega v meni, rad bi živel svojo življenjsko silo, rad bi živel svoj spontani, pristni, avtentični izraz. Ne? Torej, intuicija te vodi v to, v tvojo naravnost, skozi utelešenje, ne zato, ker živiš po pravilih, ampak skozi telo, ker te tako vodi energija. In torej, to je naše naravno stanje, ampak straumiran človek ne živi na ta način. Straumiran človek je skušal živeti na tak način in potem zaradi tega, ker njegovi starši takšnega načina niso sprejemali, zato ker ga v sebi niso sprejemali, ker so bili straumirani, so te pač straumirali. Ne? Človek, ki v sebi ne sprejema nekega dela, ne bo sprejemal v tebi in potem ti si straumiran, ne živiš na način, da slediš svoji intuiciji, življenju v sebi,
v spontan izraz človeškega izraza, ampak živiš na ta način, da ne trigiraš, da ne vzburiš situacije. In torej, ker živimo v tem krču, v tem strahu pred izrazom spontanega izraza človečnosti, naše življenjske sile, potem torej pač celo življenje smo navajeni ignorirati samega sebe. Torej, naš iskreni, opolnomočeni, spontani izraz človeka smo navajeni ignorirati, zato ker ga naši starši ignorirajo v sebi, ga ignorirajo v nas, in potem smo mi pač navajeni to ignorirati, in torej takšni ljudje so ful mentalni ljudje potem. Ljudje, ki niso sproščeni v telesu in bi s tem imeli sproščen ker bi torej lahko bili prisotni, imeli prisoten sproščen, umirjen zato ker nimajo sproščenega telesa, ker v telesu ne morejo biti svobodni, spontani v izražanju človeškega spektra, torej svoje življenjske sile, so torej v telesu v krču, in če si v telesu v krču, ne bo nikoli pri miru. In kako bi sploh lahko bil, kako lahko pričakuješ, da bi tvoj bil pri miru, da bi bil, ne da bi bil ugasnjen, ampak da bi bil sproščen sproščen, prisoten kako imaš lahko sproščen in prisoten če živimo v straumiranem, zakrčenem, prestrašenem telesu. Nemogoče je. To je ful agresivno pričakovati od samega sebe, da boš pomirjen človek, če v resnici imaš straumirano telo. Živiš v strahu in sploh veš, ne, da živiš v strahu, ker kako veš, da si živel v strahu? Šele ko se sprostiš, vidiš, koliko si bil napet, ne? Šele ko se zadrogiraš z nečim, z neko substanco, ki te sprosti, vidiš, koliko si zares zategnjen. Zato pa ljudje pijejo in se vdajajo vse droge in cigarete in seks in deloholizem in vse, kar te onemi, zato da bi se sprostili, da ne bi več čutili napetosti. In v glavnem, šele ko se sprostiš, vidiš, koliko si napet, dokler se ne sprostiš, ne veš sploh, da si napet. Ne? In torej, kako bi mi lahko funkcionirali kot umirjeni ljudje, če namesto, da se ukvarjamo z utelešenjem življenjske sile, se ukvarjamo s tem, da naj bi ljudje še zmeraj živeli po nekih pravilih, mi na ta način nikamor ne pridemo. Mi nikamor ne pridemo, da postavimo še en sistem prepričanj ali pa usmerjamo k neki filozofiji, neki ideologiji, kjer bojo ljudje še zmeraj živeli po glavi, namesto, da bi živeli skozi telo. Dokler ne bomo začeli živeti skozi telo tistega, kar je najbolj živega v nas, te naše filozofije nam ne bojo pomagale, zato ker bo naš zmeraj nemiren, kaotičen in torej, namesto, da bi potem razreševali našo potlačeno življenjsko silo, se bomo še zmeraj vdajali v neka destruktivna, kompulzivna, prikrita vedenja, kot ventil za sprostiti vso tisto napetost, zato ker sledimo nekim pravilom, ki v resnici ne utelešamo. Ker nimamo sproščenega nevrološkega sistema, ker nimamo sproščenega energetskega sistema. Zdaj se mi zdi, kot da ful kompliciram. Upam, da me kdo razume. V glavnem, hotel sem samo povedati, da pač vse, kar nam preostane zdaj v lifeu, niso več knjige, informacije in kvazi dejstva in dokazi, ampak osvoboditev življenjske sile, osvoboditev življenja samega. Torej, skozi sprejemanje, skozi ljubezen, do samega sebe, sprejemanje samega sebe vsak trenutek, kjer pač slediš intuiciji v sprejemanje odločitev, torej po intuiciji, torej da živiš samo še iz intuicije. Kaj bi delal, če te ne bi bilo strah? Kako bi se izražal, če te ne bi bilo strah? Kakšne odločitve bi izbral, če te ne bi bilo strah? Naprimer, jaz se tle zmeraj rad, zdaj mi je prišla ideja, oziroma mi vsake toliko pride ideja, ko čujem v javnosti, naprimer na slovenski sceni, se ful kliče zdaj k temu pod pretvezo dobrega,
se kliče k temu, torej nekemu kao ohranjanju slovenstva. In se kliče k temu, da naj Slovenci delajo Slovence. Naj se zmanjša davek, če bo Slovenec imel 2 ali pa 3 otroke, zato da se poveča rodnost in da se ohrani slovenstvo. Ne? In iz perspektive slovenstva, ja, je to dobra stvar. Ne? Če hočeš, da se ohrani Slovenci, pol pač moraš pač furati slovenstvo, klicati k slovenstvu, ampak mi že imamo slovenstvo in mi smo do zdaj imeli same slovenske politike, pa nas Slovenec oziroma slovenstvo ni pripeljalo do opolnomočenega slovenstva. Mi še zmeraj kot Slovenci, mi nismo združeni. Če bi slovenstvo pripeljalo opolnomočenje, potem bi mi zdaj mogli biti kot Slovenci združeni, pa Slovenec in Slovenec se še zmeraj ne marata. Torej, to, da smo mi Slovenci, nas ne bo pripeljalo skupaj. To, da smo mi Slovenci, nas ne bo združilo. Največje opolnomočenje v tem svetu je, da smo mi združeni. Ker samo združeni torej lahko dosežemo sporazum, katerega bomo začeli vsi živeti v naš skupni cilj in bomo dosegali evolucijo. To je to. In takrat smo pač sami vladari samega sebe. In torej, dokler smo mi razdruženi, mi tega ne moremo dosežiti. In pač mi smo že v Sloveniji, kjer je slovenstvo in slovenski politiki že od samega štarta. In pač mi za voljo slovenstva še zmeraj nismo združeni. Pač imamo Slovence, ki še zmeraj vsak fura v svojo smer in pač klicanje k slovenstvu ni klicanje k opolnomočenemu slovenstvu. Mi ne bomo nikoli opolnomočeni na način, da se bo klicalo k slovenstvu, ampak k integraciji naših senc. Slovenstvo bo itak ostalo. Ne moreš izbrisati slovenstva. Na čemu je treba delati? Treba je delati na temu, da ljudje postanejo zdravi. Slovenstvo se ne bo ohranilo skozi slovenstvo, ampak skozi zdrave ljudi. Mi moramo klicati k zdravju, k integraciji naše potlačene življenjske sile. Naprimer, mene tle zmeri tako me malo zaboli, ko vidim v javnosti, torej izberite si Slovence, čim več otrok imejte, ker Slovencev je zmeri manj, ne? In torej k slovenstvu se kliče iz perspektive strahu. K slovenstvu se ne kliče iz perspektive zato, ker bi bili opolnomočeni, iz nekega opolnomočenja ali iz neke ljubezni, ampak se kliče iz nekega strahu. Slovenci, še malo pa nas ne bo več, množite se, ne, izbirajte Slovence, slovenske partnerje. Pač na tak način ti ne boš nikoli naredil opolnomočeno slovenstvo. Če je sam namen slovenstva, ohranjanje slovenstva zaradi strahu. In ljudje se tega ne zavedajo in pod pretvezo, da delajo dobro, v resnici delajo slabo. In pač, kam bomo mi prišli, če bomo še zmeraj, tako kot naši vsi dosedanji ljudje, da živimo po glavi namesto po srcu? Kam bomo prišli? Bomo prišli tle, kjer smo zdaj. Mi smo ravno tukaj, zdaj ta trenutek, zato ker nimamo utelešenja rezultatov v naši izkušnji, trajnostnih, harmoničnih rezultatov, ki bi jih ohranjali stanja spontanosti, ampak živimo po nekih pravilih, kvazi dejstvih, informacijah, ki vidimo, da v resnici nas ne peljejo v naravnost. Ne? In pač hočem povedati, kdaj bomo mi dojeli, da dokler bomo živeli po glavi, mi ne bomo nikoli dosegli opolnomočenosti, opolnomočenega stanja, nemogoče je. Pač mene res boli, ko slišim v javnosti klicati, da naj si ljudje zberejo Slovenca oziroma Slovenko, zato da se ohrani slovenstvo. Torej, jaz se pol dam v vlogo in se pogledam, torej, jaz imam mene srce, naprimer, moje srce, Bog, za vse tiste, ne, ki govorite o krščanstvu, religiji in ne vem kaj, ne, ki v resnici nič od tega sploh ne poosebljate, ampak samo neki slepo skušate sforsirati neko ideologijo. Torej, tebi bo srce, tvoje telo, ti kot energija, v telesu boš čutil, wow, to je zame, ta je zame, ta pupa, ta tip. Torej, tebi bo srce reklo, kaj je prava smer, življenje v tebi, Bog ti bo rekel, kaj je zate, ljubezen ti bo rekla, kaj je zate,
usmerila te bo v nekaj, kar si zares želiš in ti boš kaj naredil. Torej, če slediš energiji, če slediš življenju v sebi, boš pač živel svoje življenje in zato, ker boš živel izraz odločitve svoje življenjske sile, se bo na neki točki izrazila cela življenjska sila, s čemer bo spucena tudi tvoja potlačena življenjska sila, ker jo boš cel cajt sledil, tudi takrat, kadar te bo strah. In pač na tak način se očisti mehanizem represije v našem telesu, v našem energetskem stanju, v naši podzavesti, kjer ti postaneš opolnomočen zdrav človek na vseh nivojih. To je edini način, to je the highest method, the truth, life. To je to, najvišja resnica, edina, ki jo lahko interpretiraš na 1000 načinov, ampak na najbolj praktičnem nivoju zgleda tako, kot sem zdaj opisal. In če pač ti živiš na ta način, ti dosegaš utelešenje, pravo integriteto, ki je nezlomljiva, zato ker si v skladu z svojo energijo. To je integriteta, ki diktira kvaliteto tvojega uma in sproščenost tvojega telesa, naših prepričanj in na praktičnem nivoju imeti rezultate harmonije. In pač, torej mi ne bi tako živeli, mi ne bi živeli tako, da sledimo življenju, ampak gremo mi izbrati Slovenca. Torej meni srce govori, jaz bi rad to curico, mogoče je bosanka, mogoče je migrantka, mogoče je Italijanka, mogoče je v glavnem karkoli drugega, samo Slovenka, ne. Torej, čeprav meni life govori, da jaz moram iti v smer, ne, jaz bom živel po glavi, zato ker moram izbrati Slovenko oziroma Slovenca, zato da se ohrani slovenstvo. In torej, jaz sem že tukaj z besedami dokazal, da če sledimo življenju, lahko pridemo v pravo opolnomočenje, pravo integriteto. Edini problem v naši družbi je integriteta. Nobena orodja in politika in zdravstvo in ne vem kaj. Vse veje v tem sistemu, vse, kar je problem, je samo to, da ni integritete. In mentalna integriteta zares ni integriteta. Vidimo cel cajt, da se lomi. Delati to, kar živiš, zares ne pomeni nič. To smo do zdaj poznali kot integriteto, ampak to ni integriteta, ker integriteta je nekaj nezlomljivega. Integriteta v resnici pomeni biti celovit, biti cel. In kdor je cel, se ne more zlomiti. Zlomi se lahko samo tisto, kar je že bilo skrhano in napol zlomljeno. Nekaj, kar je celo, se ne more zlomiti. In torej mi sploh v tej družbi ne poznamo prave integritete. In dokazana je zdaj skozi javnost, da ta integriteta, delaj to, kar govoriš, v resnici ni močna, je zlomljiva. In pač mi rabimo pravo integriteto. In kaj je integriteta, sem že povedal, torej živeti v skladu s svojim energetskim stanjem, torej imeti res pravo spremembo, kjer ti funkcioniraš iz te prave spremembe, kjer imaš ti rezultate na vseh nivojih svojega življenja. Iz spontanosti, da si ti drugačen človek. Ne zato, ker slediš pravilom. In v glavnem, pač jaz sem dokazal že na svojem nivoju in tukaj z besedami in pač z ozdravitvijo skoraj dokončno zdravitvijo 2 avtoimunskih bolezni, kar sem probal predtem vse, kar obstaja, ena je še ostaja, ampak počasi pojenja, ker sem imel 3. In pač dokazujem neko revolucionarne dosežke, ki vam jih bom izpostavil v prihodnosti, ampak že samo tukaj besedno dokazovanje je ful smiselno, če pogledaš. Ker ne govorim nič znanstveno fantastičnega. To je nekaj, kar lahko testiraš v lastni izkušnji in se ti je že dokazalo kot res. Da če slediš tistemu, kar je najbolj pristno v tebi, v izraz tega, se osvobodiš. To ve vsak človek. Vsak človek, ki drži, naprimer, gremo dati primer, vsak človek, ki drži žalost v sebi, je pod napetostjo, ima anksiozen naprimer, in trenutek, ko to, kar je najbolj živega, izrazi, prevzame odgovornost
in sprosti, se napetost v njegovem telesu sprosti in doseže osvoboditev v umu. Ne? In torej tak človek je potem, ko je sprostil svoje čustveno stanje, je totalno sproščen, potešen, zato ker si je dovolil samega sebe, je ratal celostnejši oziroma morda cel in tak človek je edini varen v tej družbi, edini človek, ki je zares v integriteti, ki ima vse, kar rabi, ker je sam sebi dal sebe in s tem od drugega ne rabi nič. Torej, to je človek, to je edini človek, ki lahko spontano živi v sožitju z drugimi ljudmi. Vsi ostali se bojo delali in živeli po nekih pravilih, zato ker morajo biti morda moralni, bla 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 in ne vem kaj, ampak ta človek, na njega se pa lahko zaneseš, da te ne bo nategnil. To hočem povedati. Kako bomo mi dosegli sožitje, harmonijo, če ne bomo živeli iz srca, po srcu, ki je edini način, da se razbremenimo te napetosti. Ne bomo nikoli prišli v harmonijo, če bomo živeli po glavi in živeli po ideologijah in furali ideologije in prepričevali ljudi v neke ideologije, ko v resnici nimamo nobenih dokazov, da bi ta ideologija delovala. Vsaj mi, mogoče jih ima nekdo drug, ma mi jih nimamo. In torej namesto, da bi se klicalo k temu, naprimer, res si predstavljam, da sem jaz, naprimer, človek, oziroma da bi imel otroka in da bi moj otrok ali pa jaz, da čutim, da me življenje, srce, Bog, življenje, moje telo, energija, vse mi pravi, intuicija, vse mi pravi, ta curica je zame, nema veze, kako zgleda, kakšno polt ima, kar jezik govori, ne vem kaj, meni energija pravi, da to je curica zame, ne. Jaz hočem, da jaz morem prispevati k slovenstvu in bom to vse zanikal, samega sebe bom zanikal, ne njo, samega sebe bom zanikal, sebe kot bitje bom zanikal, svojo intuicijo, sebe kot življenje bom zanikal, to, kar so nam delali naši starši, to, kar so njim delali njihovi starši, to, kar nam dela sistem, zanikal se bom in bom izbral nekaj po glavi, zato ker hočem slediti neki ideologiji in bom izbral Slovenko. In potem kaj se dogaja? Živimo v odnosih, ki jih furamo samo zato, da zadovoljimo neko ideologijo, neka prepričanja, neka pravila, češ neko moralo. In torej celo življenje še zmeraj naprej živimo v napetosti, zato ker nismo sprostili življenja iz sebe in ravno zaradi tega, ker nismo sprostili življenja iz sebe, delamo še več slabega kot sicer, ker vsi vemo, da največ slabega v tem svetu se dogaja ravno zaradi tega, ker življenjska sila ni osvobojena. Ker življenjska sila ni osvobojena, imaš ti torej potlačeno življenjsko silo. Zaradi potlačene življenjske sile vsi vemo, kaj se dogaja. Cel cajt napetost in na neki točki izbruh. In kaj je to? To je potem destruktiven, nek pretiran izraz, ki prinaša uničenje sebi in drugim ljudem. Zaradi tega so vojne, posilstva in vse pizdarije v tem svetu. Zato imamo v naslovu, če greš na moj YouTube kanal ali pa na Facebook, boš videl rešitev vseh problemih v svetu. Rešitev vseh problemov v svetu je pač sprostitev, osvoboditev življenjske sile. To je rešitev za vse probleme v svetu. In to ni nič novega, kar govorim, niti ne prepričujem te v nič. To je nam bilo že 1000-krat dokazano in dokazujemo in ne rajemo nobenega papirja za to, ker vsak lahko preveri v svoji izkušnji, če je to, kar govorim, res ali ne.
In v glavnem, če bomo še zmeri naprej živeli po mentalnem svetu, tako kot smo do zdaj živeli po mentalnem svetu, kjer smo ignorirali svojo intuicijo, torej samega sebe, bomo pač prišli tle, kjer smo, ne? Kako lahko gremo iz te situacije ven? Če bomo še zmeri klicali k slovenstvu, k čemur se že kliče, odkar Slovenci obstajajo, ampak čeprav se kliče k slovenstvu, Slovenci za voljo slovenstva še zmeri niso poenoteni v slovenstvu. Torej slovenstvo, klicanje k slovenstvu ni rešitev k skupnemu slovenstvu. Ne? Ni. Je že dokazano, da ni. Mi imamo cel cajt v družbi ljudi, ki so Slovenci in sploh ne kličejo k slovenstvu, ali pa morda kličejo k slovenstvu in se vseeno ne štekajo. Ne, ker vsak fura svojo ideologijo, ampak na praktičnem nivoju, ko imaš utelešenje, vidiš pa, da deluje samo ena. In to je osvoboditev življenjske sile. In takrat vse od ideologije odpadejo, ker samo skozi izkušnjo lahko vidimo vsi, kaj deluje in kaj ne. In takrat se instantno poenotimo. Torej samo skozi življenje našega življenja, tistega, kar je najbolj živega v nas, sledenju temu se reče slediti svoji intuiciji, lahko pridemo do skupnosti. In znotraj tega bomo imeli takšno slovenstvo, kot ga nismo imeli nikoli do zdaj. Kjer ne bomo nobenih več ideologij, noben nas ne bo mogel prepričati, nobene informacije, dejstva nas ne bojo več mogli odnesti od tega. Zato, ker bomo vsi skozi izkušnjo videli, kaj zares deluje in kaj ne. In tu nam noben več ne more puniti glavo. Torej, če ti slediš mentalnemu svetu, ki je ignor energetskega sveta, tebe kot energija, ker ti si energija. In torej, če slediš mentalnemu svetu, ti pač ignoriraš samega sebe. In ne moreš na način, da ignoriraš sebe, priti do opolnomočenega sebe. Nemogoče je. In kakšno skupnost boš zgradil, če sam nisi opolnomočen? Šibek človek ne more zgraditi močne skupnosti. Ne more povezati ljudi. Če je tvoja pristna želja, tako kot praviš, povezati ljudi, če je tvoja pristna želja zares povezati ljudi, potem jih lahko povežeš samo na način, da utelešaš svojo življenjsko silo. To pomeni, da jih slediš neustrašno, tudi takrat, ko te je strah, korak po korak, zato ker ni lahko. In to se ne zgodi naenkrat, ampak samo po poti tega lahko sebi dokažemo, da je to edina pot v opolnomočenje, ker je. In sem že dokazal na primeru in z besedami, z smiselnostjo, da tako je. Dokaži si še sam, če ti te dokazi niso dovolj. Mi ne moremo priti v novi svet, če živimo na stari način. Stari način je bil, jaz živim po glavi in ignoriram svoje srce, svoje življenje. Torej tisto, kar je najbolj živega v meni, in delam samo iz glave, kjer funkcioniram samo po preživetju. Tako smo živeli do zdaj in nas je pripeljalo v kaos. In zato niso krivi liberalni ljudje ali pa konzervativni ljudje, ker v resnici ne obstaja dva tipa ljudi. Zato je kriv človek. Oziroma tisti, ki so poškodovali človeka, tista elita, izvorna, ki služi satanu in je poškodovala človeka. In potem človek skozi to nezavednost, nerazrešitve tega, pač nadaljuje s tem vzorcem
destruktivnosti v svet. Ker zaradi tega, ker nisi cool z izrazom človeškega, torej spektra življenja, celega našega izraza, kaj delaš, živiš iz glave, kjer upaš, misliš, da bo nekaj delovalo in kupuješ 101 kvazi dejstev in informacij in znanosti in stroke, ne vem čega, in ignoriraš torej izraz življenja, ker imaš strah v izrazu tega in na ta način je kaj elita dosegla, da nas lahko vodi kamor hoče, ker nimaš nobene prave razsodnosti v sebi. Ker tvoja razsodnost ne bazira na mentalnem svetu, ampak na tvoji odprtosti srca, na temu, koliko sprocesirano, koliko živiš svoje življenje. Bolj, ko si odprt temu, večja je razsodnost. Razsodnost ni del mentalnega sveta, to, ko naši psihoanalitiki bluzijo. Da je razsodnost nekaj, kar se moraš naučiti. Razsodnost je integrirana v našo izkušnjo, ampak dostop do nje imaš, če nimaš upora oziroma hodiš korak po poti, kjer se soočaš z svojim uporom pred izražanjem svoje intuicije, svoje življenjske sile, v cel spektr človeškega izraza. Na ta način pridemo do svojega, gremo reči, nebeškega stanja, kjer je za vse porihtano. Noben nas ne rabi učiti biti človek, biti moški ali pa biti ženska, naše seksualnosti itd. Vse to, kar se dogaja ravno zaradi tega, ker nimamo utelešenja in furamo neko ideologijo in prepričujemo druge ljudi v to. In dokler bomo tako živeli, bomo za zmeraj razdruženi, ker vsak verjame 100 ljudi, 100 čudi. 100 ljudi, 100 filozofij. Vsak vleče na svojo stran. In noben nima dokazov, da njihovo deluje, ker nimamo utelešenja. Na primer v Sloveniji se fura krščanstvo in Kristusa, ne? In jaz nimam nič proti temu. Ampak ne moreš to furati in istočasno, na primer, govoriti, da je islam nekaj destruktivnega. Ljudje bi radi, to je ta enoumje, ko se kliče k nečemu, kar sploh ne poznaš in kličeš stran od nečesa, kar sploh ne poznaš. In pač, če bomo živeli še naprej po glavi, po tem enoumju, mi zares ne bomo ničesar razrešili. Ker tako smo živeli do zdaj in to nas je pripeljalo v kaos. Kaj te pripelja v kaos? Neutelešenje. Torej, skozi izkušnjo ne vidiš, kaj deluje in potem pač furaš tisto ideologijo, ki ti tisti trenutek se zdi fina. In na tak način se zgubljaš in zabijaš in prinašaš destruktivnost. To se dogaja celo zgodovino. Kam bomo prišli tako? Nikamor. Poleg tega, če deluješ skozi zmeri deluješ iz poznanega. Kako lahko doživljaš evolucijo, če deluješ iz poznanega? Ne moreš. Ti lahko evolucijo doživljaš samo, če greš v nepoznano. In v nepoznano greš takrat, kadar nehaš živeti po ideologijah, ki ti itak dokazujejo, da nimajo nobenih rezultatov, harmonije, ampak da začneš slediti življenju, svoji življenjski sili. In šele ko to začneš slediti, tudi takrat, ko te je strah, ne samo takrat, ko je fino, tudi takrat, ko te je strah nekega izraza, neke odločitve, čeprav veš, da je prav, samo na tak način si lahko dokažeš, Boga, da te v resnici nekdo vodi, da če slediš Bogu, bo zate poskrbljeno. Da samo, če si eno z Bogom, si zares lahko zdrav človek. Ne? Takšne stvari, vse to, kar govorijo religiozni ljudje, pa tega ne posedujejo. Ampak je samo lepa zgodbica za njih. Fora religije je, da se jo živi, ne pa, da se jo pridiga. Fora življenja je, da se ga živi, življenjsko silo, ne pa, da se pridiga filozofije. Filozofija bi mogla nastati po temu, ko se je živelo življenje.
praksa, metoda mora nastati po tem, ko se živi življenjsko silo. Ne pa obratno, mi delamo v tem svetu vse kontra. In zaradi tega imamo destruktivnost, ker v izkušnji zares ne vemo, kaj deluje in kaj ne. In delovanje ni samo da se zgodi sprememba. Eni ljudje so tako, samo da se zgodi sprememba. Ne, mi rabimo trajnostne rešitve. Samo, če ti dosežeš trajnostno, harmonično rešitev, ki se jo ohranja iz stanja spontanosti, si ti zares dosegel razrešitev vzroka in pravo evolucijo. To mi rabimo, če te človeštvo, to življenje zares zanima. Ker kaj se dogaja v tem svetu? Cel cajt imamo samo rešitve za naslednjih par let, 1 leto, 2, 3, 5, 6 let. Samo zato, da izpademo ful fini, ful hudi. In pol na koncu vidiš, kaj ljudje zmeri umirajo za nekimi raki, avtoimunskimi boleznimi, samomori in ne vem čem vsem. In civilizacija gre še zmeri v kurac. Pač dokazati si morate sami, da samo skozi življenje po svoji intuiciji, torej kaj bi naredil, če me ne bi bilo strah. In torej greš v to smer, delaš in tudi takrat, ko te je strah, kaj bi naredil. Čeprav me je strah, jaz bi rad to naredil. Torej, če me ne bi bilo strah, jaz bi to naredil. Torej, je treba iti pač čez strah. Ne? Ti samo na tak način se lahko čistiš svojih strahov. To je edina metoda, ki deluje. In torej samo na tak način gremo lahko v sprejemanje življenja, ki ga je postavil Bog. To pomeni, da v sprejemanje Boga, v izkustvo Boga. In samo na tak način si lahko tudi dokažemo, kaj je najpomembnejše v življenju. Da najpomembnejše v življenju ni to, da pripadamo neki ideologiji in da se gremo mentalni svet in živimo še naprej iz preživetja, kjer se gremo še bolj neko strogo strukturo, zato da bo porihtano, da bo mir. Ampak da pridemo do osvoboditve življenjske sile. To je treba doseči. Mi moramo priti v harmonijo. Kako lahko pridemo v nekaj, kar nam je nepoznano, čeprav je nam pripada, je naša pravica in je naša naravnost, če bomo funkcionirali na stari mentalni način? Nemogoče. Kdaj vam bo kapljno? Jaz sem bil te dneve malo tako, gledam, kaj se dogaja po internetu, spremljam javnost, slovensko in tujo, predvsem slovensko. In sem bil, iskreno vam povem, malo tako žalosten in brez volje delati to, ker gledam to slepoto ljudi in kako še zmeri, torej naša politika, naši voditelji in potem vsi, ki pripadajo tej strani, torej voditeljev in politiki in strankam in vsem temu, torej vsemu temu, kar ima največji vpliv, kako v bistvu še zmeri vodijo v slepoto. In sem si mislil, kaj pomaga govoriti o teh stvareh, če so ljudje še zmeri tako prestrašeni in nezavedni. In jih zaradi tega lahko to pelješ na led, ali kako se že reče. In sem bil tako malo vse skupaj brez veze. Pač ljudje pod pretvezo, da delajo dobro, zavedni tega ali ne, delajo slabo. S tem, ko kličejo k temu, da še naprej živimo in usilimo neko ideologijo, namesto temu, da živimo iz srca, da sledimo življenju v sebi. Ampak dokler tega zares ne utelešaš, ti tega ne razumeš in ne dojemaš in ne poznaš, ker zmeri, ko omeni nek človek v javnosti srce, so potem tako ljudje, ma kaj govoriš, mi ne bomo z ljubeznijo rešili tega sveta, mi ne bomo z ljubeznijo tega sveta rešili, kaj ti bluziš, Uroš, pizda si en romantik, kaj ti bluziš, mi ne bomo z ljubeznijo rešili sveta, mi rabimo vojsko in rabimo strukturo in ne vem kaj vse.
Zato, ker ne poznate, kaj ljubezen pomeni, ker to je za vas pač neka ideja v glavi, za vas ljubezen pomeni biti ljubeč in prijazen. In zares ne dojemate celosti ljubezni, zato ker živite na površju tega. Dojemate to kot ideologijo in ne kot energetsko živečo izkustvo. Ker sprejemanje življenja v sebi, sledenje svoji intuiciji, zajema cel spektr človečnosti. Od mehkobe do trdote, od osvoboditve življenja do zaščite življenja. Kako bomo osvobodili življenje, če ga ne zaščitimo? Torej, samo skozi na način, da živimo mi ljubezen, v polnem pomenu, na nivoju izkustva, v polnem pomenu, na nivoju izkustva, ne kot ideologijo, v polnem pomenu, na nivoju izkustva, z sprejemanjem celosti sebe, vsak trenutek, torej, kjer slediš intuiciji, tudi takrat, ko te je strah, ne samo takrat, ko je fino, samo na ta način lahko ti pač spoznaš moč ljubezni. In torej skozi ljubezen mi dosežemo istočasno torej osvoboditev življenjske sile in zato, ker smo osvobodili življenjsko silo, kaj se zgodi takrat? Prepoznaš svojo lastno vrednost. Ne, duhovnost, jaz cel cel pravim, da duhovnost, vse, kar je duhovnost, je prepoznavanje lastne vrednosti na energetskem nivoju. Ne na mentalnem nivoju, kjer si govoriš afirmacijo v ogledalo, koliko si fin, ampak na energetskem nivoju, kjer je nezlomljiva, kjer ne rabiš nobenih afirmacij in potrditev drugih ljudi in niti od sebe, zato ker veš, kje ti je mesto. Da nisi nad nikomer in nisi niti pod nikomer. Ne, to je energetska suverenost, ki jo lahko dosežeš le na način, katerega tukaj pridigam in živim. Ker takšne stvari lahko govoriš samo, če jih živiš. Se vidite, da ni nič mentalnega tukaj. Nobene kompliciranosti ni. Edino, kar se pojavi, je strah. In razumem, tudi mene je bilo strah in še zdaj me je kdaj strah. Ampak to je edina pot in skupaj jo hodimo. Jaz sem samo bolj naprej. Jaz nisem na koncu, ampak sem samo bolj naprej, ful bolj naprej. In vam govorim, deluje in vidim konec. Je toliko manj zapovedati, ampak bom za danes zaključil, ker je že dolg video. Upam, da sem kaj pametnega povedal, ker ne vem, kaj sem sploh govoril vse. In to je to. Kličem vas v svojo šolo, ki je zastonj. Kličem vas k življenju. Kličem vas k temu, da živite, osvobodite svojo življenjsko silo, torej samega sebe, kjer se v resnici zares prepoznate in nehate prodajati, da ste vi zavest in takšne bedarije, kjer ste kupili neke duhovne ideologije, kjer mislite, da se greste duhovnost, ampak se greste samo še eno ideologijo, ker človek je življenjska sila. In dokler je ne živiš v celoti, se ne poznaš. Mi imamo še toliko integracije za narediti, da peče glava. Ne? S celo duhovnostjo na čelu. S celim duhovnim trendom in skupnostjo na čelu. Ne? Ki nima nobenega utelešenja. Ker dokler kličeš k zavedanju, zares nimaš pojma, kaj je duhovnost. In v glavnem, pač samo z osvoboditvijo tega prepoznaš ti lastno vrednost, kjer potem zaradi tega ti si cel spektr človeka in prepoznaš lastno vrednost in lahko nudiš
Torej imaš to možnost in to delaš, da nudiš torej neke meje, postavljanje meja, neko spoštovanje. Torej samo če prepoznaš lastno vrednost, zato ker si jo živel, sebe v celoti, lahko prepoznaš vrednost in ker jo prepoznaš, jo zares ceniš. Ne samo nekdo, ki se ljubi, bo zares zaščitil samega sebe in druge ljudi. Takrat, ko bo čutil, zaznal, da je to ogroženo, ne zaradi tega, ker te je nekdo poslal to narediti, ampak zato, ker ti življenje veli k temu, zato, ker se živiš. Samo če se živiš, lahko slediš življenju, ko te bo klical k temu, da zaščitiš nekaj in se boriš za nekaj. Samo takrat, na tak način, boš lahko prepoznal, kaj je treba ščititi. Kaj ti pomaga orožje in bicepsi, če ne prepoznaš, kdo je tvoj sovražnik? Če lahko prepoznaš, kdo je tvoj sovražnik, samo tako, da živiš svojo življenjsko silo, ki ti bo povedala, kdo je tvoj sovražnik. Zato, ker mentalni, besedni, ta svet je cel zlagan. In se ljudje lahko lažejo in se lažejo. Ampak življenjska sila ti jasno pove, kdaj je neka nevarnost in kdaj ni nevarnost. Kdo se laže in kdo je pravi sovražnik. Mentalni svet ti tega ne more povedati. Torej, če hočeš biti zares pravi borec, zaščitnik človeštva, ljudi in žensk, potem moraš živeti življenjsko silo. Edino na ta način si lahko zaščitnik. Torej, samo da živiš življenje, si lahko zaščitnik tega znotraj sebe in izven sebe. To je edina pot. To je edina pot, to je edina rešitev in to bi mogla biti glavna tema v naši družbi. Ta trenutek, moji videi še nimajo nobenega pomena v tej družbi, ker je človeštvo še zmeri prenezavedno zaradi neutelešenja. V prihodnosti bojo pa vredni zlata. To je vse, kar je. In zato ni metode, ker je življenje že ultimativna metoda. Ne gre se za popolnost, jaz nisem popoln, ampak se gre za odgovornost, se gre. Ali si dovolj odgovoren, da slediš svoji intuiciji, življenju v sebi, tistemu, ki ti daja življenje in tistemu, kar gradi tvoje življenje. Samo če slediš temu, imamo lahko življenje, ki ga bo vredno živeti. Drugače ne moremo. Vsi, ki mislite, da se bo dalo na drugačen način, ste highly delusional. To povem z ogromno ljubezni zraven. V glavnem, namen mojih videov, vseh do zdaj, tudi če ste kdaj slišali kaj negativnega od mene, kot pravim, nisem popoln, istočasno se pa zavedate, da sem kar raketa in da moj namen je ljubezen. Da bi vas zbudil, zato da se znotraj združite, zato da se lahko zunaj združimo. To je to. To je to. Tako da se vidimo v naslednjem videu. Do takrat pa začnite sprejemati majhne korake odločitev iz intuicije. See ya.